Danes zvečer bo znano spet nekaj več o tem, kaj so kandidati in kandidatke že naredili, ter kaj pravijo, da je še treba. Med drugim je pomembna točka zagotovo zdravstvo in bolniki, ki jih tare vse več težav. Je več zadev. Ena zadeva je, da moramo ojačati primarno raven, če hočete osebne, družinske zdravnike, jim navsezadnje da tudi možnost, da izvajajo neko diagnostiko, res uvesti neko resno informatiko e-kartona, že na ta način se znebimo podvajanj. To dodatno dopolnilno zavarovanje, kakorkoli imenujete, smo v osnovi proti temu, zakaj bi enih 50-60 milijonov podarjali zavarovalnicam. In kako kaže upokojencem z nizkimi pokojninami, jim bo zaradi obljub kandidatov in kandidatk za poslance postalo kaj boljše? Res je, da se nekdanji in sedanji poslanci in poslanke hvalijo, da so zvišali minimalno pokojnino, obstajajo pa še vedno ljudje, ki dobijo manj od minimalno določenega zneska. Nekaj je bilo v teh 4 letih narejeno, za moj okus seveda premalo. Dvignili smo pokojnine, tako da najnižja pokojnina za polno delovno dobo ni nižja od 500 evrov. Drugič, začeli smo po 5 letih usklajevati pokojnine in kot tretjič, realno padanje pokojnin smo seveda tudi s tem ukrepom zaustavili. Ni nam pa nažalost uspelo, ker ni bilo posluha v koaliciji tega, da bi popravili tako imenovane krivice za nazaj, ko se v obdobju od 2010 do 2014 pokojnine niso usklajevali. Imajo pa kandidati in kandidatke očitno različne poglede na kondicijo slovenskega gospodarstva. Enim se zdi čedalje boljše, drugi vidijo predvsem težave. Stanje v Sloveniji je trenutno zelo dobro. Imamo več prihodkov iz računa DDV-ja, približno 1,3 milijarde, kar pomeni, da so možne tudi investicije države in da je okolje postalo zanimivo tudi za tuje investitorje. To nakazujejo tudi neke tuje investicije, je pa res, da je okolje do domačih investitorjev neenakopravno. Kot vidimo, prihajajo neki tuji investitorji, za katere se sprejemajo posebni zakoni, po drugi strani imamo pa slovenske investitorje, če navedem gospoda Pečečnika, ki že več kot 10 let čaka na dovoljenja. Rešitve tako enih kot drugih se prav tako razlikujejo. Tudi pogledi na davke. Eni bi jih zvišali, drugi znižali. A za prave konkretne rešitve je treba več kot pa le obračati besede. Kolikor uredimo, znižamo davke, dobimo več noter. Dejstvo je, da bedaki govorijo, višji davki prenesejo državi več. Ni res, nižji davki prenesejo več. Poleg tega tudi znižati je treba DDV, recimo na 15%. S tem bi privabili kupce iz tujine, denar bi se vrtel in bi ostajal tukaj. Marsikaj je treba narediti tudi na tem področju, ko recimo vse tuje firme, ki jih štejejo kot dvig BDP-ja, zvečer poberejo izkupiček in ga nesejo recimo v Avstrijo, v tuje banke. Konkretne besede in rešitve, ne samo obljub in obvladovanja retorike, pa bo, kot rečeno, v današnji večerni predvolilni oddaji od kandidatov zahteval naš voditelj Aleš Pregelj. Zato ostanite z nami ob 20. na televiziji RTS.